Pozdravljeni! Po napetih kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske je prišel čas za zadnji brifing in poglejmo vsi skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo. Zadnji brifing bo tudi tokrat sestavljen iz 3 ločenih delov, ki je že nekako prišlo v našo navado. Najprej si bomo ogledali, kaj se je zgodilo na razburljivih kvalifikacijah velike nagrade Madžarske, nato bomo našo pozornost usmerili k samemu ritmu, ki ga pričakujemo na tej dirki. Na koncu bom pa kot običajno še predstavil svoje osebno videnje glede možnih strategij. Pa začnimo na začetku. Namreč, če ste sledili tretjemu prostemu treningu, ste opazili, da nad progo v Hungaroringu je deževalo. In to je tudi razlog, zakaj je bil na primer najhitrejši Nicolas Latifi. Tretji prosti trening nima tako ključnega pomena. Vseeno ne smemo pozabiti, da se je temperatura samega asfalta znižala. Tam med 20 in celo 30 stopinjami Celzija. In to je mogoče eden izmed vzrokov, zakaj smo na samih kvalifikacijah videli tak razplet. In seveda v prvem delu nobenih večjih presenečenj, v drugem delu izpad Sergija Pereza. In tu bi sam raje malce okrivil voznika bolj kot politika. Res, oba poizkusa Pereza nista bila idealna, ampak če imaš na razpolago Red Bulla, to ni izgovor. Namreč voznik je tisti, ki mora doseči čas, ga nekako pripelje naprej. V prvem in drugem delu je bistveno to, da nisi v tisti zadnji peterici. To Perezu z Red Bullom enostavno ni uspelo. In kot dobro vemo, je Red Bull ekipa, ki je vodilna sedaj v konstruktorskem seštevku, torej element, ki je bil izven mesta, žalost, voznik. A kar smo videli v tretjem delu, je verjetno presenetilo vse nas. Najprej smo opazili, da je imel Max Verstappen velike težave. In težave z pogonskim sklopom, kjer nam ni jasno dano vedeti, kaj je bilo narobe. Je okvara resna, je šlo za kak škrat na morebitno senzorju ali kaj drugega. V vsakem primeru, tudi če bo prišlo do menjav elementov pogonskega sklopa, ima Max Verstappen še zmeraj kar nekaj elementov na zalogi, zato dodatnih kazenskih mest ne bo dobil, ampak vseeno veliko nagrado Madžarske bo začel iz 10. mesta. Nato smo videli drugo presenečenje. Carlos Sainz mlajši je bil bistveno hitrejši od Charlesa Leclerca. In že to nekako potrjuje tisto, kar sem napovedoval v prispevku pred kvalifikacijami. Namreč Carlos Sainz mlajši, vsaj kar se tiče tega prvega dela velike nagrade Madžarske, se ni zadovoljil z vlogo drugega voznika. Pokazal je, da zna biti tudi poln hiter, kar je dodaten pritisk na Charlesa Leclerca. A na koncu je vse presenetil George Russell s fantastičnim krogom, ki pa je tokrat samo odraz izjemnega poguma ter spretnosti voznika. Zakaj to trdim? Če pogledamo malce primerjavo, ki smo jo dobili sicer iz podatkov prostih treningov, bomo videli, da na počasnih delih proge Mercedes zaostaja. Vidimo lahko tu, kar se tiče tega počasnega dela, tistih ovinkov srednje hitrosti, samo tam, kjer je potrebno razvijati visoko končno hitrost, res Mercedes malce izstopa, ampak smo na veliki nagradi Madžarske.
In tu je nekako v prednosti bolid, ki ima več oprijema na počasnih in srednjih ovinkih. Takrat je George Russell dokazal, da na kvalifikacijah ni zmeraj tako. In že to je lep obet za zanimivo veliko nagrado Madžarske, tudi če primerjamo rezultat Lewisa Hamiltona in seveda Georgea Russella, vidimo precejšnjo razliko. Zato lahko z mirnim srcem trdimo, da je George Russell tisti, ki mu je uspel fantastični krog. Ne smemo pozabiti niti na McLaren ter Alpine. Pri obeh ekipah kvalifikacije nad pričakovanji glede na prejšnje proge, ampak že na prostih treningih so kazali enkratno formo. Ne vem, če se bo tak vrstni red ohranil tudi po koncu same dirke, ampak obeti so za zanimivo dogajanje, predvsem zaradi tega, ker nekako lahko slutimo, da bo tudi dirka suha. A poglejmo si sedaj še malce ritem. Vidimo na grafu, da je Ferrari najhitrejši. Po rezultatih drugega prostega treninga je Red Bull v zaostanku kar precej 42 stotink. Nato v razmaku od 8 desetink do približno sekunde Alpine, McLaren ter Mercedes. In nato si sledijo Martin, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas ter na koncu Williams. Še zanimiv podatek. Na samih prostih treningih smo lahko videli, da se je Red Bull malce skrival. Zopet primerjava, ki bo marsikomu malce odprla oči. Če pogledamo mikrosektorje, na tem grafu bomo videli, kje je bil najhitrejši Ferrari, označeno z rdečo, kje je bil najhitrejši McLaren, označeno z oranžno, in kje je bil najhitrejši Red Bull z modro barvo. In če to primerjamo z drugim grafom, ki nam kaže, koliko odstotkov kroga so imeli bolidi odprt plin do konca, nam je nekako jasno, da saj na drugem prostem treningu so pri Red Bullu imeli malce več goriva v rezervoarjih. Sicer smo videli, da na samih kvalifikacijah so imeli pri obeh bolidih težave, ampak to še ne pomeni, da je na sami dirki vse izgubljeno. Zato s primerno strategijo bi lahko pri Red Bullu marsikoga celo presenetili. Sedaj, kot običajno, moram priznati, da sam nisem imel ne možnosti in ne časa videti kakršnokoli napoved. In kolikor mi je znano, v tem trenutku, ko snemam, niti pri Pirelliju niso še objavili svojih videov. Sam menim, da na progi v Hungaroringu, kolikor bo tu suha dirka, bomo videli samo en postanek. Namreč krog je izjemno kratek in ukolikor se kdo ustavi prevečkrat, ne izgubi toliko časa, kot poveča možnost, da bi prišel v gnečo. Menim, da bomo videli pač takšno strategijo in tista najbolj običajna, najbolj nekako logična je začeti na pneumatiki medium, tam okrog 30 krogov, nato pneumatiko hard in do konca. Na pneumatiki hard so nekateri vozniki govorili o preveliki obrabi, ampak z znižanjem temperature samega asfalta bi lahko bila tudi obraba malce manjša. Obstajajo še dve varianti in nekdo izmed vas si bo mislil, da sem sedaj pač opisal vse, kar je možno z enim postavkom. Ampak menim, da ukolikor bi nekdo začel s pneumatiko hard, odpeljal 45 krogov in nato nataknil pneumatiko soft, z lažjim bolidom bi bilo to izvedljivo, bi lahko bil, recimo temu, dobesedno konkurenčen. Posebej v tistem zadnjem delu, 25 krogov na pneumatiki soft, bi bilo lahko neka poteza, bi bila zmagovalna. Obstaja še tretja varianta, ki je pa kot običajno možna več ali manj samo na papirju. Začeti s pneumatiko medium, 40 krogov, nato 30 krogov na
pnevmatiki soft. Podobno kot ona prva, z stopnjo pnevmatik mehkejše, ampak v obratnem vrstnem redu. Vem, izjemno tvegana strategija in voznik bi moral držati bistveno počasnejši ritem. Kot običajno na samem komentarju dirke bomo videli, kaj je napovedal Pirelli, kaj sem napovedal sam in kaj so pokazale ekipe na sami veliki nagradi Madžarske. A za zadnji briefing seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.